Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokrat se bomo sprehodili skozi zanimivo življenjsko zgodbo našega tokratnega gostitelja, Bogdana Simrla. Bogdan, živjo. Zdravo. Malce sva imela načrt, da bova snemala zunaj na prekrasni terasi, v prekrasnem okolju, ampak se je tudi tu lepo, v tvoji dnevni sobi, ampak vreme nam ta teden malce nagaja, ne? Je žal, no. Žal, ne? Bogdan, midva sva, to moramo gledalcem povedati, kar nekaj let tudi sodelovala prek športa, pokrivanja karateja, predvsem bil si pa tudi, ko sem bil še jaz na ETV-ju, mislim, da je 3 leta sodelavec, zunanji sodelavec, ali pa stalni sodelavec, snemalec, novinar na naši takratni televiziji. In seveda sva se takrat tikala in tako bo tudi tokrat, ne? Hvala, zelo lepo. Ja. No, obama pa ti malce več, jaz pa malce menj. Moja mama je Hrastničanka, oče iz Kisovca, ti pa si odraščal v Hrastniku. Hrastniku, tako. In kakšna je bila tvoja družina? Ja, oče je bil zaposlen v tovarni kemičnih izdelkov, mama v steklarni, tako da sem prva leta življenja preživel v spodnjem delu Hrastnika. Blok smo namreč imeli nasproti vhoda v tovarno kemičnih izdelkov, ko ga zdaj že zelo dolgo ni več. Kmalu smo se preselili na Rudnik, to pomeni na Novi Log naselje. Tam pri nekje 10 letih smo se pa preselili v dolino pod današnjo občino, to je pa Log. Tam blizu cerkve, ne, če se ne motim. Tudi v Blok? Tudi v Blok, ja. Imaš Dva kaj bloka sta čisto lepih spominov? Zdaj, jaz sem velikokrat preživljal te počitnice pri stari mami na tisti stari rudniški koloniji, ki je ni več, na Lozije, Lešja, kako se je reklo, tam pod Lešo. Tako, ja. No, potem hteti sem pa prihajal na Log pri cerkvi, kjer je bila tudi družina Wolfranda, ne? Božidarja, glasbenika. Kako se spominjaš tistih časov v Hrastniku? Zdaj, nogometno igrišče je že bilo, gost pa tudi blizu. Vsekakor. Ja, nekje poskušam v življenju gledati zelo pozitivno, torej v glavnem se spomnim lepih stvari, torej imam zelo lepe spomine na mojo mladost, nič mi ni manjkalo. Preživljal sem jo zelo rad, sem stikal po gozdovih, po vseh lužah, v Bataškornih, obvezno, tudi imam šolsko fotografijo, kjer sem v prvi vrsti v Bataškornih. Doma seveda niso bili zadovoljni, ampak tako je bilo, ne. Zakaj Bataškorne? Ja, zato, ker po šoli največkrat nisem znal priti direktno domov. Šel sem skozi hribe, preko gozdov, v glavnem imel sem preštete vse bajere, ribnike, ker je bilo v okolici Hrastnika. Tudi rastlin, drevesa sem poznal, tako da če sem prišel pravočasno domov pred očetom in mamo, je bilo v redu, no, včasih sem se pa malo zamotil, sem malo dalje zabredel, sem bil pa malo kasneje doma, no, je bilo pa kar malo narobe, no, ampak je šlo, tako da res lepi spomini na moje odraščanje. Zdaj, pred nekaj dnevi si izgubil sestro, starejšo 4 leta, sta veliko se skupaj družila v teh otroških letih. Verjetno te je tudi mirkala po Zasavsko takrat, ne, ko si bil še mali mulc. Ja, v bistvu, ko sem bil še mlajši, me je čuvala, me je pazila. No, potem kasneje, ko smo pa oba bolj odrasla, ko sem že lahko sam hodil naokrog, smo pa bila toliko let narazen, da sva šla vsak po svoje. Jaz, tako kot sem rekel, sem imel svoje zadeve, ona svoje, tako da ja, drugače pa smo bila kar precej združena, tudi v času srednje šole in študija sem preživel v Ljubljani, pri njej me je sprejela na svoj dom, tako da sem strašno hvaležen in zadovoljen bil. In vsekakor sem to drugače preživljal ta študentska leta,
kakor če bi bil nekje v domu. Tako, počutil sem se kot doma, tako da to je res mi veliko pomenilo. V Hrastniku je doma tudi karate, je doma tudi nogomet, košarka, predvsem tudi namizni tenis, seveda divja Sava, kajakaštvo. Ti je kaj šlo v kri tega športa? Takrat v Hrastniku? Moram povedati, midva smo tam nekje istih let, pa vemo, kako je to. V Hrastniku je takrat bilo moderno, da so se fantje iz zgornjega dela pa spodnjega dela se niso najbolj razumeli, meja je nekje bila takrat Riklo most in sem prišel dvakrat, trikrat na Savo pogledati, pa so mi kar moji sošolci povedali, da brez pasoša se mogel sprehajati. Tako da mislim, da sem poskusil dvakrat v čolnu tam, ampak me ni toliko poteglo, da bi treniral. Sem pa poskusil te prve športne korake sem naredil v Hrastniku, pri nogometu in košarki, ampak dejansko ni bilo nič toliko resnega, da bi me pritegnilo. Torej, nisem že od začetka pokazal nekih strašnih predispozicij za nogometaša, da bi me potegnilo in da bi nekje videli v meni nek talent. Je pa bilo takrat v Hrastniku več nogometnih klubov, ni bil samo eden? Ja, bilo, ne bi jih našteval, ampak spomnim se Sijaja, Rudnika, Steklarne, pa še kakšno je bilo. Moj oče je bil nogometaš, tako da se malo spomnim iz njegovega pripovedovanja. Tako da ja, v celem Zasavju vsaka občina je imela ogromno nogometnih klubov. Tako. Prej si omenil te Bata Škorne, pa to je ljubezen do potepanja po gozdičkih, bajerjih, ribnikih. In to je bila tudi tvoja želja, da greš v gozdarsko šolo. Ja, ves čas nekje sem razmišljal in govoril, da bom šel po končani osnovni šoli, da bom nadaljeval šolanje v Postojni, v srednji gozdarski šoli. Zadeva je bila takšna, da bilo je 35 prostih mest. Tisti, ki so bili odlični, so bili direktno sprejeti. Dobro se spomnim, bilo je 8 takih. Za ostalih 27 mest smo pa imeli sprejemne izpite. Bil je iz slovenščine in matematike. Ta dva predmeta sta mi šla, tako da sem bil prepričan, da mi bo to uspelo. In sem šel delati te sprejemne izpite in dejansko po rezultatih sem bil drugi in prepričan, da bom sprejet. Je pa bila ena zadeva v razpisu, da je priporočljivo, da imaš priporočilo gozdnega gospodarstva. Prvo, najbližje je bilo v Zagorju, in sem bil nekje prepričan, da mi bo to uspelo skozi te sprejemne narediti. In potem po nekako 3 tednih sredi poletja smo dobili pošto domov, da žal nisem sprejet v šolo, ker nisem priložil tega priporočila. Razočaranje je bilo veliko, potem sem iskal neko primerljivo šolo in sem se odločil, da sem se vpisal v srednjo tehnično lesarsko šolo v Ljubljani, ker sem nekje pričakoval, da bo to nekje najbližje in da bom lahko potem nadaljeval na fakulteti za gozdarstvo. In kako se je to šolanje nadaljevalo? Si dokončal to lesarsko šolo? Lesarsko šolo sem normalno končal, potem je prišel pa že v tej šoli vmes šport, karate, ki me je pa tudi po končani fakulteti, sem se odločil drugače, kot tisto, kar sem sanjal. Ampak karate, ne hrastniški, ampak trboveljski, potem. V bistvu, takrat v hrastniški že bil? Hrastniški klub je starejši od trboveljskega. Nisem poznal nikogar takrat, ne v Hrastniku, ne v Trbovljah. Imel sem pa na srednji šoli imel sošolca iz Trbovlj, ki je treniral karate. In me je v bistvu skozi cel prvi letnik mi je govoril,
nekaj časa sva celo sedela skupaj in mi je govoril, veš, pa smo šli na izlet tja, pa je to, pa je prišel. Tako da sem celo leto poslušal to zgodbo njegovo od tega karate kluba Trbovljskega. No, ko smo pa začeli hoditi v drugi letnik, to je bilo leta 75, je pa rekel, lej, ves čas poslušaš, prid, ne. In dejansko me je prepričal, no, in takrat, jaz sem bil celo srednjo šolo in fakulteto, sem živel v Ljubljani, ne. Bilo je pa dobro v Trbovljskem klubu, da so imeli treninge tudi ob sobotah in nedeljah, tako da sem celo srednjo šolo sem obiskoval treninge v sobotah, nedeljah in tako da je zadeva šla. Nisem pač tisti trening 2, ki sta bila čez teden, mogel obiskovati, tako da je bila pa ena druga zadeva, no. Jaz sem v 3. letniku zbral na par somišljenikov, ki so pa trenirali po klubih druge po Sloveniji in smo izvajali skupne treninge med tednom v telovadnici Lesarske šole ali na Gerbičevi ulici. Tam sem prva 2-3 leta sem stanoval v tem domu, no, kasneje sem se preselil k svoji sestri. Tako da smo te treninge in potem smo nekje, so fantje izrazili željo, da bi se malo poskusili. Je pa bil na vojaški srednji šoli moj prijatelj iz karate kluba, Bojan Babič, ki je tudi vodil na tako sekcijo, tako da smo naredili na 2-3 dvoboja, kar so bili pa zelo obiskani, predvsem strani teh dijakov, vojaške šole, glasnih navijačev, tako da je bilo dejansko super, no. Zanimivo, ne? Zdaj, ko si to srednjo-tehnično dokončal, lesarsko, ne? Kaj je bil potem tvoj načrt? Ja, ves čas sem govoril, da bom nadaljeval študij na fakulteti za gozdarstvo, vendar bolj, ko se je bližalo konec šolanja, bolj me je karate vlekel k sebi, začel sem tudi s tekmovanji, tako najprej na medklubskih, prijateljskih dvobojih, kasneje tudi na uradnih slovenskih tekmovanjih. Tako da, ko sem končal šolanje, je bilo tisto moja želja, da še več dobim še več znanja, kakor sem ga pridobil na treningih, tekmovanjih, literature je takrat bilo malo. Tako da ja, to se je poklopilo in sem se odločil za študij na fakulteti. Takrat v visoki šoli za telesno kulturo, kasneje se je preimenovala fakulteta za telesno kulturo, no sedaj pa to fakulteta za šport. In si jo tudi uspešno zaključil, ampak vmes, ne, spoznal zdajšnjo ženo. Tako je, ja. In sta si oba že med študijem ustvarila družino, sta poročila. Tako je, ja. Ljubezen je pač šla svojo pot in sva se poročila, oba še študenta. Ker pa mislim, da je stanovala sva pri ženjenih starših, ker sva njim bila zelo hvaležna. V Hrastniku? Na Dolu pri Hrastniku. Jaz sem se preselil na Dol. No, potem, ko sva dobila pa 82 leta sina Jerneja, pa danes govorimo vsi, da je on zaslužen tisti, da sva zelo hitro končala študij. Obema so se povprečne ocene zelo dvignile, kajti oba smo se imela ogromno za učiti takrat, ko je bilo treba njega na sprehod peljati, tako da en se je učil, drugi pa peljal njega na sprehod, tako da je bilo super, no. In 83. si ti zaključil, diplomiral? Ja, žena pa še prej, no. Tam nekje smo oba približno enako sva doštudirala. Redno. In ti si bil potem učitelj telesne vzgoje, kako se rekla? Profesor športne vzgoje. Tako. Danes, no, takrat je bila telesna vzgoja, ne vem, isto je to. Ja, in moja prva služba je bila v osnovni šoli Narodnega horoja Rajka v Hrastniku,
kjer sem poučeval v podaljšanem bivanju na enoti na Dolu, tam sem tudi stanoval. Tako da tudi tam se v glavnem spomnim samo lepih stvari, ampak so res bile lepe, no? Ker ta podaljšano bivanje, to je bila kar ena dobra zadeva. Otroci so naredili nalogo, predvsem smo se pa veliko ukvarjali, veliko smo tudi športali, igral sem z otroci, sem igral vse te športe, košarko, nogomet in strašno sem In užival. rokomet ne smeva pozabiti, ne? Je tam Takrat pa doma? še ni bilo. Ni bil še tako doma? Ne, A, ni še bil ne? še, ne, to je bilo kasneje. Kasneje je prišlo. To so Na Dol. sicer moji soimenjaki in klub so obudili, bil je že prej, ampak obudili so ga tam nekje v študentskih letih, ja, no, tam nekje je kar bilo, imaš prav, ja. Kako pa to, da nisi ti potem vztrajal, ne, v tem učiteljskem poklicu? Ja, jaz sem nadomeščal delavko na porodniškem dopustu in potem, ko se je vrnila, preden se je razmišljalo, kaj bi lahko delal v šoli, se mi je pokazala priložnost, da sem se zaposlil v rudarskem šolskem centru, to pomeni v dijaškem domu v Hrastniku. Je to tam, kjer je dom starejših? Tako je, zdaj je dom starejših, to je bil, takrat so ga odprli kakšno leto, dve prej. Ta ekipa vzgojiteljska se je popolnjevala, dobil sem službo, zelo hitro smo se našli, bili smo v glavnem istih let in tudi to delo je imelo, vsako delo, ki sem ga upravljal, je imelo svojo specifiko. To je bilo v glavnem tako, da so bili v tem domu dijaki v glavnem iz Bosne in Hercegovine in so živeli v Hrastniku in to je bilo treba z dežurstvi pokriti, tudi vse sobote, tudi vse nedelje, tako da smo bili ogromno v službi in poleg teh šolskih dejavnosti smo tudi imeli teh športnih in vseh ostalih zadev ogromno. To, kar mi je odgovarjalo, tako da sem res užival ta leta. Se je vmes že v tem času rodila potem tudi Katja, hčerka? Tudi leta 87. Jaz sem se zaposlil 84 v dijaškem domu, do 91. leta sem bil zaposlen, upravljal sem vsa dela, ki so bila možna. Najprej sem bil vzgojitelj, potem, ko so se te športne dejavnosti zelo razvile, ko smo tudi tekmovali na nivoju dijaških domov po celi Sloveniji, mi je nekako uspelo, da so mi dali delovno mesto športnega referenta. No, in kasneje sem pa tudi eno leto opravljal delo vodje, ravnatelja dijaškega doma, ko sem nadomeščal takratno direktorico na porodniškem dopustu. Tako da to v tem času sem pa tudi moral oditi na služenje vojaškega roka. Kdaj pa? Ja, konec leta 85, to je v decembru, sem bil napoten v šolo rezervnih oficirjev v Bileči. Daleč, glede na to, da si bil že oče, ne? Zadeva je imela malo drugačen začetek, ne. Do takrat je bila šola v Ljubljani, v Šentvidu, šola rezervnih oficirjev. Jaz sem pa stanoval 2 hiši stran, ne, tako da sem nekje že kar načrtoval, kako lepo se bom imel. In ravno pri naši generaciji, ko sem moral oditi v vojsko, se je ta šola v Ljubljani ukinila. Rekel sem, niti točno nisem vedel, kje je Biliča, ne. Sem rekel, v redu, grem po Biliča, no, in potem sem to iskal malo po zemljevidu, ne, in sem začel tukaj okrog reke in to, no, in je pa res, da vedno sem v življenju gledal optimistično, vidim Biliča, pogledam, aha, Dubrovnik je blizu, dobro, bomo vsak vikend v Dubrovniku. Ja, videl sem ga samo prvič, ko sem pripotoval z avionom, pa nikoli več, ko sem bil v Bileči. Ampak tukaj sem res dobil
ogromno življenjskih izkušenj in en moto, ki me je spremljalo in me spremlja celo življenje, če sem bilo čas zdržal, bom tudi še kaj drugega in dejansko vse probleme kasneje sem v glavnem vzel kot izzive, ne to kot probleme, kako jih bom reševal in to je glavna zasluga te Bileče, kjer sem prvi del bil. Potem pa Pančevo, če se ne motim. Potem sem šel na priporočilo takratnega referenta za teritorialno obrambo v Hrastniku, kasnejšega župana, prijatelja, Mirana Jeriča, sem se odločil, da nadaljujem v Pančevu, v tej diverzantski šoli. Tam sem tudi nadaljeval, no in tam sem bil pa napoten v Skopje, v diverzantski odred, tako da. In ponudba, da ostaneš v vojski kot častnik. Tako je. Takrat oficir se je reklo, ne? Vsekakor. No, treba je vedeti, da v tej šoli za rezervne oficirje so glavnem prihajali večji del fantje, mladi. Jaz sem bil pa že kar svojih 25-26 let, malo bolj odrasel od ostalih in bolj, ko se mi je bližalo konec vojaškega roka v Skopju, bolj so me prepričevali. Bil sem pri poveljniku odreda in se spomnim enega razgovora, ki je rekel: Bogdan, ostani pri nas, veš, kako plačo imam, ne? In mi je povedal tisto plačo, pa sem bil raj tiho, ne? Ker sem imel skoraj enkrat višjo plačo kot vzgojitelj dijaške dobu. Pa sem rekel, da bom še razmislil, no? Tako da sem zelo hitro po končanem služenju takoj odšel domov, najprej k družini, potem pa tudi čakalo me delovno mesto v dijaškem domu, kjer sem se zelo hitro. V načrtih je bila pa že Katja, ne? Katja je bila leta 87, tako da ja. Tako. In tu si napisal, ko si malce popisal svoj življenjepis, no in potem je bila popolna družina. Ne? Vsekakor. Ne? Fant, punca, ata, mama in tako to je to. Tako je. No, mi žena smo imela že od vsega začetka pač take službe, lahko rečem tudi odgovorne, kjer sva veliko časa preživela v službi. Oba sva se učila, vsak na svojem delovnem mestu. Moja žena je za obe porodniški in sina in hčerke, ne vem, če 3 mesece skupaj bila, ne. Torej, oba sva nekje hitela in tisti čas prosti, ki smo ga imeli nekje, smo ga preživeli skupaj, no, smo kar takrat bliže zelo navezani en na drugega. Moram reči, da sem bil kar strog oče, ne, verjetno po tej vojaški liniji, ampak jaz upam, da mi niso takrat to zamerili. No, vse povezani ste še vedno, ne? Vsekakor, no. Tega se bova še dotaknila, ampak malce pa si bil povezan s tem, recimo, častniškim poklicem z vojsko, ne? Ker kmalu se je začela tudi potem osamosvojitvena vojna. Ti si bil že predtem aktiven in tudi med vojno. Tako je. Zelo malo dni si bil doma vmes, do konca avgusta, ne? 91. leta. Tako je, no jaz, takoj ko sem se vrnil iz služenja vojaškega roka, so me dali pač v ta protidiverzantsko četo v Hrastniku. Bila je sestavljena 4 vodov in moram reči, da vsi ostali poveljniki smo res bili družba, se jih lahko tudi naštejem. Robi Halcer, profesor športne vzgoje na šoli tehnični, Andrej Orožen, Devesoft, Urban Mok, Spektra 9, no v bistvu. Že takrat smo se dobro razumeli, tudi zdaj se dobro razumemo, ne. Tako da, ampak bolj, ko se je bližalo to leto 91, ogromno vaj smo imeli čezdalje več dnevnih nakalov, vse posod, kjer smo se mi združili, bom rekel, cela nota, res še danes, ko se srečamo nekje, kot ena družina smo. No in tam v marcu 91 sem se odločil, ponovno mi je nekaj po glavi šlo
In sem se odločil in sem takrat odprl prvo privatno športno šolo z svojim prijateljem, ki je bil tudi vzgojitelj v dijaškem domu, Igor Kovač. Smo odprla prvo privatno športno šolo v Sloveniji. Prostore so takrat nam odstopili ali pa nudili v dijaškem domu v Hrastniku, v 4. nadstropju, kjer smo začela s poučevanjem karateja, aerobike. Aerobika je bila takrat zelo moderna, standardni plesi. Imeli smo učitelja od zunaj, tako da to je kar dobro se začelo. Načrti so bili lepi, no, in prišel tisti 25. junij, čeprav sem bil ves čas precej vpet, ampak jaz do konca nisem verjel, da se lahko kaj takega naredi. Bil si pa že oborožen, verjetno, tako kot naša enota v Zagorju. Bili smo oboroženi. 6 mesecev prej, če se ne motim. Mi smo bili že kar leto pa pol prej smo že bili oboroženi, tako da imel sem doma to orožje. Kalašnikovega? Kalašnikov je bil, ja. Bil je pač pospravljen. Tudi poučili so nas, če slučajno pridejo po njega, da se ne smemo upirati, da ga samo pokažemo, da se ga ne dotaknemo, tukaj je in če ga odnesejo. Tako da ja, prvi dan, ko se je začelo, zjutraj nekje, ne vem, 5., 6., ko so šli ti tanki z Vrhnike, ob 12. sem že dobil poziv, ob 2. sem že bil na zbirnem mestu in potem do konca avgusta, mogoče par dni, da sem se prišel domov spreobleči in to. Tako da k sreči smo pač bili v Zasavju, kjer nismo direktno bili v nobenem spopadu, res k sreči, no, ampak dejansko pripravljeni smo bili, če pride do tega tudi, da se spopadamo. Moram pa reči, da je bila morala v naši enoti res na visokem nivoju. Tako da, potem se pa to 91. končalo in to agresija in športna šola. Poskus zasebništva, ne? Tako je, ja. No, takrat pa tudi nasplošno ni bilo situacija takšna in tudi se malo izgubil volja. Je pa res, da je istočasno tudi prišlo vabilo ali ponudba iz vojske, Ministrstva za obrambo. So mi ponudili delovno mesto najprej na območnem štabu v Trbovljah, uradno pooblaščena oseba. Čez par mesecev so me prestavili na pokrajinski štab v Celje in v dobrem letu sem že bil v Ljubljani na samem Ministrstvu za obrambo. S činom stotnik potem? S činom stotnika sem odšel pokoj, se šalim, ne? Sem odšel ven iz ministrstva. Ko se je pa začelo, sem pa imel čin poročnika. No. Je pa iz tistega časa tudi tale diploma ali pa priznanje iz ameriške vojske, ne? Tako je. Takrat še Slovenija seveda ni bila v NATO. Ti si pa že bil, ne? Tam, kaj je bilo to usposabljanje? Tako je. Bili smo povabljeni, to je bilo v letu 1994, smo bili povabljeni v Ameriko, to je v Center specialnih enot. Še preden se je uradno šla prva delegacija iz Slovenije, bili smo v tem centru 3 tedne, v bistvu smo se poskusili to šolanje. Je pa res, da smo tudi marsikaj njim pokazali, ne. Takrat zraven je bil tudi moj klubski prijatelj Borut Markošek in ko smo imeli tam tisto usposabljanje v telovadnici, to varovanje pa to, pač smo bila takrat oba bolj na višku, ne, in športne, karatejske karijere. In ko smo eno zadevo delala, je prišel inštruktor. Prav, fant je bolj počas, pa je rekel, Borut, se mi čisto počas delava, ne. Tako da ja, no, potem smo tudi imeli možnost, nismo direktno, ampak nekje smo bili v tem varovanju, ko je pa ta Delta Force, ameriški specialci, ko so trenirali in smo kar
malo bili impresionirani, no, pol kasneje smo pa videli naše specialce, rečemo. V Sloveniji tudi nadelajo pa to tam, ne, niso nič kaj odstopili, razen to, da so poznani po celem svetu, da je ogromno filmov posnetih na to temo. Drugače pa ja, super je bilo to takrat v Ameriki. Bogdan, tole te bom vprašal, se verjetno od pravega odgovora ne veš, ampak vem, da nekateri pravijo takrat, ko so prišle te orožarske afere, prekupčevanje z orožjem in tako naprej, da je bila mogoče napaka, ker je takratni predsednik vlade Janez Drnovšček nekako videl, da se je marsikaj dogajalo, pa je to dal nekako pod preprogo. In od takrat naprej se nič kaj ne ve, pa ve se, ampak nekako je ostalo pod preprogo. Ja, jaz imam pač to srečo, da sem večji del tega pozabil. Tako da, ja, marsikaj se je dogajalo, pa bi kar ostal pri tem, ker si rekel, ker si pač povedal to, kar je res resnično. In se to vleče, recimo, še desetletja potem. Vsekakor, se to vleče. Ne. Je pa res, da nisem vedel, kdo je, tudi ko sem na delovnem mestu, ko sem bil, ko sem slišal te stvari, so meni bile čisto nove. Torej, za te stvari je dejansko vedelo zelo manj krog ljudi in tudi pol stvari, ko so kasneje prišle ven, moram priznati, da nisem vedel. Napisana je tudi trilogija. Kjer marsikaj piše, ne? Kjer marsikaj piše, no, pa nikjer nisem naveden noter, tako da sem prav srečen, to pomeni, da me nikjer ni bilo. In tudi so že takrat vedeli, kakšne ljudi morajo iskati, s kakšnim karakterjem. In nismo bili mi pravi za te zadeve. Ne? Za te zadeve. No, ko sva že omenila Ameriko, ne, Združene države Amerike, pa omenil si Boruta Markoška, tudi seveda dolgoletnega člana tega kluba, pa odvetnik, pa ne vem kaj vse še. Tako sta vzljubila Združene države, da ste jo potem kar parkrat, dvakrat puhnili, družinsko malo raziskovati Ameriko. Ja, v bistvu jaz sem bil 4-krat v Ameriki. Prvič sem bil leta 1994. Moram reči, da prej, ko smo govorili o družine, mi smo dejansko res bili veliko skupaj, imeli smo družinske prijatelje, ko smo se veliko družili na piknikih in vseh teh zadevah. No. In kar naenkrat so nam začeli prijatelji, drugi govoriti, da smo družina Adams. The Adams Family. Ne vem zakaj. Je pa leta 1999, enkrat po treningu mi Borut omenil, prav veš, mi pa načrtujemo, da bi šli, ne bilo že 98, no, da bi šli družinsko v Ameriko, pa iščemo nekoga, da bi šel z nami na družino, ne, pa spremlja, ko pa nam fali, rekel, ne, se vi ste te prav, no, in pol sem mogoče malo razmišljal, ja, no, to je nekaj tist z Adams Family povezano. Tako da ja, šli smo julija leta 1999 na zahodno obalo, ogledali smo si znamenitosti, ogromno znamenitosti, obredli smo z tem rentakarjem, imeli smo en večji enoprostorc van. Kaj vse ste si ogledali? Ogledali smo si, potovali smo skozi 4 države, Kalifornija, Utah, Arizona, Nevada. Potem smo še bili v Mehiki, to je Tijuana, milijonsko mesto, takoj čez mejo. In pristali smo v Los Angelesu, gledali smo si to, znamenitosti, Disneyland, Hollywoodu smo bili. Potem smo potovali proti Nevadi, poskušali smo, malo smo gamblali v Las Vegasu. Otroci niso imeli vstopa v te igralnice, tako da smo otroke pospravili v motel, kjer so imeli bazen in vse te stvari. Moj sin je že takrat bil blizu polnoletnosti, tako da je popazil na njih. Mi smo šli v igralnico, kjer smo res videli, kako to izgleda. Ogledali smo si
poleg Hollywooda tudi to vodni park SeaWorld v San Diego. Obredili smo vse te poznane plaže, Santa Monica, Santa Barbara, Malibu, Yosemite park, Grand Canyon, Zion National Park, ogromno stvari. Vsak dan se nam je ogromno dogajalo, zjutraj smo zgodaj vstajali, se odpeljali, nekje po polovici dneva smo se nastanili, ogledali, tako da je bilo res fantastično, nepozabno. Vse smo sprobali. Moram pa reči, da tako, ko kjer vpraša, kako je bilo, pa jaz pravim, a gledaš ameriške filme? Ja, no, viš, glih tako je bilo. No. Glih tako. Točno tako, kot je v ameriških filmih. No, seveda, ti je bilo tako ljubo, da si potem si delal še 3-krat, ne? Ja, potem smo šli leto kasneje smo šli s karate klubom v New York na najmočnejši karate turnir v Ameriki, kjer smo zelo uspešno smo se vrnili s 4 medaljami. Leta 2001 smo pa šli družina in takrat sta z nami potovala tudi tast in tašča. Tako da, ja, je kar, če bom imel možnost, bi se vrnil še, ampak smo v glavnem, no, pol leta 2001 smo bili na vzhodni obali v New Yorku, Washingtonu, tudi smo obiskali trgovski center še si ogledali. V World Trade Centru smo bili, Kip Svobode, vse te ulice smo obredili, gledališče, obvezno v nedeljo v Central Park, ne, to je res en tak kotel, rečemo park, kjer vidiš, da je veliko ljudi, ne, ampak nimaš občutka, da se zbere tam ob nedeljah preko 1 milijon ljudi v tem parku, ne, kjer se marsikaj dogaja. Ne. To je od raznih kotalkanj, ves čas neka muzika. Potem smo šli tam mimo ene ploščadi, kjer so igrali na neke bobne, 4 črnci so plesali. Ko smo se čez 1 uro vrnili, jih je tam bilo 200-300, jih je plesalo. Ne. Torej, ljudje so se kar sami, tako, Američani so nekje bolj odprti, kot smo mi, ampak tudi ne bi to zdaj poudaril, ne, ker tudi ko so prišli Američani k nam, ali pa predvsem v Zasavju, govorim, po tej športni plani in privatni plati, so rekli, ne, kakšni ljudje. Ne. Za vas pa ne drži to, kar govorijo, da ste Slovenci. Hrana malo pa boljša, ne? Ne bi komentiral vsekakor. No. Smo poskusili marsikaj, ampak ja, hrana naša. Smo tudi dol par piknikov, mi organizirali. Pa voda iz pipe, ne? Tako. To pa verjetno najpomembnejše. Ja, res je to. Ja. Bogdan, vse bi lahko še marsikaj v Ameriki, ne? Ampak morava še malo v tvoji poslovni poti. Bil si v vojski, torej nekako javna služba, tvoja žena je pa delala vedno v gospodarstvu in včasih sta si kakšno povedala. In prišla je Tika, ne? Ja, res je. Žena je od vsega začetka bila zaposlena v gospodarstvu, tako kot sem rekel, veliko smo se družili s prijatelji in potem ja, pa mi v službi gor, pa dol, pa mi v gospodarstvu so bili najbolj bogi. In ko si poskušal dati kakšen nasvet, zdaj ali bil dober ali ne vem, ne, ti bod pa kar tih, ne. No in pa mi je večkrat rekel, gospodarstvo pet, pa švidel, ne, kako je. In je toliko časa govorila, da takrat, ko je bila prilika, ko je prišlo do tega, pač sem rekel, no bom pa probal, ne. Točno tako, iz ene take zadeva je bila pa v bistvu zelo resna, ne. Šlo se je za podjetje, grafično embalažno podjetje Tika Trbovlje, ki je bil takrat naš sponzor v športu, ki je ne nekaj časa, ki je zelo na hitro zabredel v rdeče številke, v izgubo, ni bilo ne repromateriala, nič. In zelo hitro, v bistvu sem se prijavil, nadzorni svet me je potrdil. Tako da s programom.
Vsekakor spremljal. Rešiti firma. Takrat je bilo zaposlenih? Takrat je bilo v začetku, ko sem prišel okrog 140. Se imel pa kar, mislim, problem. Lahko bi imel probleme v službi. Bil sem zaposlen na Ministrstvu za obrambo in jaz sem dal, ne vem, tam v Tiki se je to zelo hitro dogajalo, ker v bistvu stroji so skoraj stali, ker ni bilo materijala, naročila so bila, niso se izpolnjevala. Jaz se spomnim, na četrtek sem dal prošnjo, ko so jo v ponedeljek obravnavali na nadzornem svetu, me potrdili. Odpoved pa še nisi dal? Nihče še ni vedel. Torek zjutraj sem prišel v službo z napisano odpovedjo. Direktor je malo kasneje prišel, jaz sem čakal tam pred pisarno. Pride, prav živijo, ko pa ti, sem rekel, vas čakam. Prav, ko pa jaz, sem rekel, rad bi se malo pogovarjal. Pa me je že tako gledal, malo čuden. No, te naprej sosed, prav, no bomo nič veliko govorila, ti problem povej, kakšen je. In jaz mu dam čez mizo odpoved, on prebere, je tih, gleda, pa prav vse te vidim, prav tebe ni več z glavo tukaj, si že tam. Sem rekel, ja, dajmo se hit zmeniti, v 1:30 imam že zbor delavcev v Tiki. In točno tako lahko bi bili problemi. In je vstal, mi dal roko, je rekel, veliko sreče. In se je dalo brez povednega roka? Brez, jaz sem direktno v avto se usedel, prišel v Tiko, zbor delavcev in pa se je začelo. Zdaj, pri tako kriznih razmerah se mora tudi direktor odločiti, da bo dal določeno število delavcev stran, da nekako preživi firma. Zdaj, ti si mi dal prej eno tako partizansko prispodobo, zanimivo, mogoče lahko ponoviš. Ja. Enega tvojega svetovalcev, Moram reči, da sem imel res super ekipo. Skombinirano od zunaj in od znotraj. Tudi interes tako banke kot ostalih zasavskih podjetij je bil, da Tika preživi, glede na vse tiste izkušnje, ki so imeli. No in najprej, ko sem prišel, vem, po parih dneh sem sklical tiskovno konferenco za medije in takrat smo vprašali, boste kaj odpuščali. Sem rekel, ne, poskušali bomo najprej, da zagotovimo repromaterial. Pomembno je bilo tisti dan, da je bil pomemben plače, 10. v mesecu. In to sem vedel, da ali če nam to uspe te plače dobiti, da bojo poslušali naprej, da bomo šli. Drugače se lahko že takoj zapletemo. Tako da sem rekel, da bomo odpuščali, ne razmišljamo o tem in vse te zadeve. No, pol s časoma, ko so se stvari kristalizirale, ko so glede na situacijo splošno, ne samo v podjetju, kajti ta osamosvojitev in ta agresija na Slovenijo je prinesla izguba jugoslovanskih, ostalih trgov, drugih republik. Tako da dejansko smo v 2 letih pa pol, smo videli, koliko lahko proizvedemo, preračunali smo se, koliko to zdrži in od 120 zaposlenih, ki jih je bilo po tem letu pa pol, je bilo treba narediti pač neki program viškov in nisem bil za to. In to sem odklanjal z vseh strani. No in potem mi je ta gospod, ki je bil moj svetovalec 8 let, brezplačno, da poudarjam. Mogoče posluša kakšen minister, ki imajo veliko svetovalcev, nezaupanje. Upam, mislim, da niso brezplačno. To se ne spuščam, ampak to lahko ponovim, brezplačno. In on me pogleda, bil je tudi v tem nadzornem odboru direktor našega podjetja, katerega so bili lastniki, bankiri in vse to. In je rekel, odloči se, je rekel, veš, v partizanih je bilo tako. Ko so bili not za okopi, je komandir, ki je dal komando na juriš, takoj vedel, da tisto sekundo, ko bojo šli ven z jarka, da bo 10% ljudi na mestu mrtvih.
To je on vedel. Še nekaj jih bo v tistem jurišu, je rekel, ampak nekje pol, 3/4 jih bo preživelo in bojo nekaj osvobodili eno zemlje. Če bi postali noter za temi okopi, bi jih pa počasi vse zbombardirali in to. Zdaj se pa odloči, kaj boš naredil. Ne? In sem dejansko redko v življenju ostal brez besed. In to si potem naredil, ne? Ja, vsekakor. Je bilo težko, ne? Bilo je zelo težko. Ne? Meni je bilo lepo, ko sem pripeljal nove sodelavce. Ne? In pol, ko se je začela proizvodnja povečevati, pa to, ko smo nove zaposlovali, sem užival. Užival sem tudi poleti, ko pri nas je bilo prednost te počitniške prakse, da so bili otroci od delavcev, ki so bili zaposleni. To sem vedno živel. Te stvari so bile pa težke. No. Moram pa reči, da je bilo jih kar skoraj polovico. Nekaj jih je šlo v penzijo, na čakanje v penzijo potem. Veliko jih je imelo kmetije doma, tako da je nekako, ampak to jedro je ostalo in smo nadaljevali. Firma je potem samostojno delovala koliko let še? Ja, do leta 2005 sem jaz bil, do takrat sem bil zaposlen v Tiki. Kot direktor? Kot direktor, ves čas. Situacija na svetovnem tržišču je pač taka bila, vsi ti kartonažeri, to je bila svetovno obvladljiva veriga. Torej, mi smo imeli lastnike, naš lastnik je bil Valkarton iz Logatca, njihov lastnik je bil hrvaški, ne spomnim se. Mogoče se bo spomnil. Ja, potem, in potem kasneje še višji lastnik je bil pa Duropak iz Dunaja, iz Avstrije. In ko so gledali ekonomsko računico, so videli dva podjetja, pak 4, pa Tika, na razdalji 10 km, 2 direktorja, 2 računovodstva, vse službe podvojeno. Tako da so takrat pač sprejeli odločitev, da se ta dva podjetja združita, kar je pa ponovno pomenilo dodatno odpuščanje. Ti bi lahko ostal kot direktor? Lahko bi ostal, ja. Ampak je ponovno bi bilo treba se preštevati in nisem bil več pripravljen. 10 let sem bil in sem rekel, ne grem se reči. Težko je v kraju, kjer živiš, odpuščati in se potem srečevati. Tako. In ti si se rajši odločil, ampak, kolikor vem, s podporo tudi žene, to je pomembno, Cele družine. Cele družine. Tako. So hoteli imeti očeta z vestjo, pa mogoče z malo manj denarja. Ja, kaj pa vem, takrat se mi ni zdelo tako težko. Pol sem šel skozi neke poti, ko so bile malo težje, ampak takrat odločitev jaz, ko sem prišel domov, ko sem ženi povedal, ne, to pa ne boš delal. In si šel privat potem? Tako. Je odprl firmo? Smo družinsko odprli firmo. Šli smo sem par dejavnosti, od prodaje zaščitne opreme, športne opreme. Imeli smo celo trgovino za živili poleg gimnazije. Potem smo zastopali eno računalniško podjetje iz tujine. Smo bili njihovi zastopniki. Tako da je kar... Nekaj let je uspešno delovalo? Prav uspešno ni bilo nikoli. Ampak potem je prišla ta gospodarska kriza. Svetovna kriza leta 2008. Malo sem se preračunaval, sem rekel, se bo šlo, ampak nisem računal, da tisti naši kupci, ki so kupovali od nas, da bojo oni padli v krizo. Tako da, ja, in se je kar zadeva čez noč ne zaustavila, ampak številke so se znižale, tako da smo šli pol naprej. In takrat nekako v tem času počasi si tudi začel sodelovati na naši televiziji. Tako je. Malo kasneje, leta 2009. Ja, ampak s kamero, kot dopisnik, snemalec. Zdaj z našim snemalcem sta posnela tudi, oziroma ti si posnel skupaj, sta pa potem zmontirala čudovito reportažo, dokumentarec skoraj da iz Portugalske. Prijazna Portugalska, ja.
Moram reči, da ga večkrat pogledam, pa se spominjam teh stvari. In ga priporočaš tistim, ki gredo si ogledati Portugalsko? Vsekakor. No, tale televizija vaša mi je tudi, rekel, en boljših spominov, predvsem sodelovala sva res super, tako da mi je bilo pa kar pa kofetka. Žal, tako, pa veliko se pogovarjala, tako da ja. Je pomembno, ena izkušnja. Vmes pa posnela tudi kakšno reportažo o karateju, v teh mednarodnih turnirjih. No, vse to smo tudi v lanskem letu, tudi z Matjažem, ki tudi zdaj snema, pa potem montira zadeve. In seveda ves ta čas, ko si nekako se prebijal tudi poslovno, si pa bil, pa ohranjal stik pa na vseh različnih funkcijah v karateju. Trboveljski karate je pojem slovenskega karateja. To tudi svetovnega verjetno, ne? Ja, poznajo nas kar dosti po svetu, ja. Tako, kot sem že prej omenil, 75. leta sem začel s treningi, nekaj let tudi na tekmovalnem področju, osvojil sem nekaj medalj na republiškem nivoju, ampak nič kaj tazga, bom rekel, tako uspešni, kot so bili nekateri moji klubski prijatelji, ki so bili uspešnejši na tem področju. No, potem ta odločitev, da sem šel na fakulteto za šport, me je še bolj zbližala s karatejem. V času študija in srednje šole sem v glavnem preživljal v Ljubljani. No, potem so me pa tudi začeli vključevati najprej v izvršni odbor, predsednik tehnične komisije, trenerske komisije. Ta karate klub, karate se je Trbovljah začel leta 1971 in v teh 70 letih je res naredil strašen preskok. Postal je velik klub, pomemben klub, uspešen klub. No in potem v začetku 80 let se je počasi začelo, predvsem zaradi pomanjkanja trenerskega kadra, se je začelo število malo manjšati in v letu 82-83 je prišlo do tega, da so v 2 letih ušli 3 trenerji tekmovalni ali kot glavni trenerji, tako da se je vsake pol leta menjalo in to je bila res kriza in potem so mi rekli, moj prijatelj klubski, Romih Zdravko, takrat najuspešnejši tudi član državne reprezentance jugoslovanske, ki je osvojil z Jugoslavijo medaljo na evropskem prvenstvu in takrat so vsi pričakovali, da bo on prevzel to delo in prvi trening smo prišli, malo smo hodili po telovadnici in potem on reče v vrsto, skliče, ok, v redu, bomo nadaljevali, pa reče, gledajte, takole je, jaz sem tekmovalec, jaz sem še v reprezentanci veliko treniram, prav Bogdan končuje DIF, ima ogromno tega znanja, tako da od zdaj naprej je on kar, tam je on določil, glavni trener v klubu, za sebe se je pametno odločil. Tako da sem bil porinjen tako kot večkrat v življenju, pred dejstvo in smo začeli trening. To je naslednik je bil pa potem Miha Kovačič, ne? Miho sem predal leta 2008, komplet vso stroko. In tudi dosego, da je nekako profesionalizirana ta funkcija. Bila ni več? Ne, do 2 let nazaj se je zaposlil redno v osnovni šoli Tončke Čeč, je pa še kar glavni trener v klubu, torej vso stroko vodi, ampak do takrat je te zadeve pač bilo dosti lažje. Vse, ker nismo imeli drugih trenerjev, je on uskočil in je to vodil. In Trboveljski klub je seveda znan tudi ne samo po vzgoji mnogih generacij, ampak predvsem po tem mednarodnem turnirju. Vsekakor. Pred parimi meseci smo imeli jubilejni 50. turnir v Trbovljah, kjer je nastopilo rekordno število tekmovalcev, preko 800 iz 10 držav.
Samo en turnir v Evropi ima daljšo tradicijo, to pomeni 51 turnirjev. To je turnir v Čačku. Povabili smo vrsto gostov in moram reči tudi, da so se odzvali moji osebni prijatelji in ljudje, pomembni ljudje iz karateja. Predsednik Hrvaške karate zveze je istočasno generalni sekretar Evropske karate zveze, predsednik Balkanske karate zveze, član izvršnega odbora Svetovne karate zveze, predsednik, to je predsednik Srpske karate zveze, je istočasno podpredsednik Evropske karate zveze, član izvršnega odbora, generalni sekretar Balkanske zveze, potem predsednik karate zveze Slovenije, tako da se je kar zbralo nekaj in moram reči, da so kar začudeno gledali gostje, kako to, da sta oba prišla k vam. Tako da. To je čast. Zdaj, ti si pa verjetno ponosen, ker si ta ljubezen do tega športa prenesel tako na hčerko, kot tudi na sina, ki pa je seveda še vedno pri zapisnikarski mizi, največkrat, ker je pa tudi en tak remek delo, trbovskih karatistov. Moja žena je članica rekreativne skupine. Žena. Oba vnuka, njegova sinova, isto trenirata. Filip in? Jan. Tako da, se to kar nadaljuje in to je res lepo je videti. Tako, ti kar imaš toplo pri srcu. Zdaj, sam še knjiga čaka, da pride ven. Pišeš. Pišem, ja. Ampak ni tukaj enostavno, ne? Ne, zdaj z leti, moram priznati, ni več toliko, volja je, ni več toliko energije, da bi lahko skozi cel dan delal in me malo zadeve, rekel, malo upočasnjuje celo zadeve. Knjiga bo nastala, ne tako, kot je v načrtu, zdaj v jesenskem, v oktobru bomo namreč to slavnostno akademijo, slavnostno prireditev v počastitev 50-letnice karateja izvedli v Trbovljah, v Delavskem domu. 50, 70? 50, ja. 70 je bil DVD Partizan. Tako, ja. Kratkim. Tako da je zdaj nekje poudarek na tem. Glavno je pa to, da dejavnost v klubu mora teči. Tako. Vmes je pa treba tudi kje za zdravje poskrbeti. Vsekako. Zdaj nekako si kar zmagal, ne? Rečemo, potrkamo, ja. Gledalci so verjetno videli, da imam jaz tu že kar nekaj časa tudi tole, bom malo pokazal. Zdaj upam, da sem prav obrnil. Prav, ja. To je pa zanimiva zgodba povezana s tem, ne? Ja, zelo. Dej malo povej. Ja. To je malo povezano z Novingradom, ali pa Pineto, še bolj natančno. V Pineti imamo že preko 20 let, imamo družinsko, cela družina. Imamo najemo en apartma, čisto ob morju, to je tam skoraj od apartmaja slikan, v Borovem gozdičku, tako da preživljamo in proste, skoraj večino vikendov preživljamo dol, ali sami, ali skupaj, tako zelo mešano. In nekje glavna skrb za vzgojo teh mojih vnukov je na njunih starših, ki pravljata zelo dobro. Moram pa reči, da sem zelo ponosen tudi na drugega dedka in babico, kjer dejansko se vsi trudimo, da nekaj pomagamo. Potem vsak poskuša nekaj dati, in mi smo se pred leti, par let nazaj, odločili, da bomo v smislu tega, tako kot smo mi včasih imeli letovanje na morju, še v osnovni šoli, tam v 60-ih letih, 70-ih letih. Kolonije, ja. Potem mi smo imeli dosti v karateju, smo zadnje to letovanje, ki smo imeli po Tiželi pri Puli, smo jih 9 zapored speljali. Tako je stvari, ki jih znaš in potem poskušaš nekje tudi vnuke v to upeljati in vnuki najini so bili za to.
Tako da mi vsako leto dol v Novem Gradu izvedemo ta poletni kamp. Zastavo, ki si je pokazal, to obesil bo prvi dan, dol vsi vidijo in ko hodijo mimo, pravijo, aha, prva se je pa kamp začel, ne. Tako, da zjutraj zgodaj vstajamo, ne. Zgodaj za otroke, no. Med 7 pa 8, rečemo, pol 8, no, vsako leto kasneje, ne. Tako da ja, in potem najprej je pozdrav tej zastavi in gremo na plažo, kjer opravimo pozdrav soncu, telovadbo pod borovci na plaži. Moram reči, da vsako leto se nam pridruži še kakšen, no, ker od naših družinskih prijateljev sin je že kar stalni član tega kampa, ne. Tako da dol to opravimo, potem pridemo gor, pospravimo sobe, postelje. To malo vojaška, malo. Ja, dosti se včasih malo opirajo, ne. No, to opravimo, ocenimo, strogo ocenjevanje, no, potem se pa začne v bistvu bolj dan tako, kakor so normalni, morje, malo lenarjenja, imamo veliko iger, lov za lisico pa vse tu z nagradami, tako da dol kar vejo, no. Da to imamo. Je pa res, da pridejo Adamsovi, ne? Tako da ja, no. Je zelo zanimivo. Jaz upam, no, da letos nam bo v takšni ali drugačni obliki zopet uspelo to izpeljati. Tako da otroci dobijo veliko malo discipline tudi, ne? Vsekakor, no. Drugače pa, kar se tiče vzgoje, sem rekel, ne, ni najina. So pa starši, ne? Tako, ja. Ja. Zdaj, Bogdan, zdaj si hodil še ne še kot upokojenec, ne, na morje. Ne. Počasi se pa tudi tem približuješ, ja, ne? Pravijo, da sem pripravnik, no. Pripravnik, koliko časa še? Leto. Leto, jaz malce prej, ne, tako Ja, da ti bom povedal, kako je. Tako da ja. Nekateri pravijo, da je fajn. No, sej, v tem času, ko sem bil bolan, ko sem kar nekaj operacij dal skozi, sem pač bil v bolniški, tako da mi žena in moji pravijo, da je to isto kot v penziji. Ja. Ja, ne bojim se tega časa, ne, ker imam res še ogromno stvari za narediti, ne, tako tudi v klubu, kot smo rekla, knjiga nedokončana. Potem je pa tamle v moji sobi vrsto albumov, slik, nedokončanih stvari. Rad bi še kaj napisal tudi kaj drugega kot samo knjigo od karatejev, ne. Tako da te čaka še veliko dela, pa vsakodnevni sprehod s tistim, ne vem, psom, ne, volčjakom, ne, ki je kar miren, ne, tam na terasi zadaj za nama. To pa je tudi ljubezen tvoja, ne? Ja, moram reči, je to že tretji nemški ovčar v naši družini. In tega zadnjega Urbija, ko smo ga pripeljali, nisem vedel pač, da bom zbolel, in takrat je skrb padla na moje otroke, sina in hčerko in mojega zeta, ki so to res dobro skrbeli, ne, ker sem bil večkrat po 10-12 dni bolen, spet bilo to, kar treba skrbeti, no, ko sem se pa vrnil, je pa to moja skrb, ne, in pri teh psih, živalih, to ni slabega vremena ali pa sneg ali pa dež, ne. 3-krat na dan je treba iti ven. Po zadnji operaciji, zamenjavi kolka, sem še kar leto pa pol imel problemov, ne toliko s kolkom, kakor z drugimi zadevami. In je pač bilo treba, marsikdo me je vprašal, ne, če mi je kaj žal, da sem ga nabavil, pa pravim, da če njega ne bilo, je vprašanje, kako bilo tudi z mano, ker 3-krat na dan v vsakem vremenu, ko se ti najmanj ljubi, kot nekje prideš, ko prideš ob 10, pol 11, ne, ga ne moreš zblefirati, ne, pa pesjak zapreti, je treba iti po Trbovljah okrog, tako da po Trbovljah naj kar poznajo, ne. Tako. Bogdan, še veliko, ne, teh sprehodov psov, veliko taborov v Pineti, mogoče tudi še kakšna Amerika, ne, kakšno potovanje, seveda aktivnosti v karateju. Hvala ti, ne.
za vse, kar si povedal. Ne? Hvala za obisk, hvala za vse, tako da obema. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.